Franjo, še ti dodal, predno gremo slušati se uspel. Sem že začel, mi je bilo že malce narobo, ko sem tako s tem uspel počel. Hvala in se date do rekunstvo, možda še začeti, ker je bilo voda. Mislim pa tole, če smo zdaj pri bolj, kako bi rekel, historijatu nastajanja te knjige, da bi pravzaprav vsakemu piscu ali pa prevajalcu, pa to pa res mislim čisto brez kakršne bolj kurtoaznosti, želel, da bi imel mislim tako oporo v založniški hiši, pri kateri bi knjigo izdeloval. To res moram reči, da so moje daleč najboljše izkušnje, da sem kar nekaj založbah izdajal kakšne svoje stvari. Od bi rekel tehnične podpore do kakšnih ekstra stroškov, ki nastajajo z literaturo. Lahko si najbrž predstavljate tudi tistega, ker je David povedal, da je seveda vsa ta razna branja so bila že upravljena in ti upravki so v publikacijah, ki niso zastonjne. In pri tem res moram reči, da je založba stala prav zgledno v strani. Druga stvar pa zdaj to spet ni vračanje komplimenta, ampak tako moram reči, da je seveda v tej situaciji, in da ni enostaven avtor, tokrat ne bom povedal, koliko časa sem ga v resnici prevajal, ker sem v primeru naslednjeg prostorika pa to povedal in potem je to zbudilo pač razne reakcije, kakorkoli. Ampak bil je trenutek precejšnje stiske, časovne, in takrat se je moj angel varuh manifestiral v obliku dveh ljudi, in to sta Lucijan Bratuš in pa David Morin, ki sta brez oklevanja, v bistvu tisti hip, ko sem se oprl najde pristalo na pomoči ladja, ki se je že dovarno potapljala, je naenkrat bila cela in je pač priplula do današnjega. Jaz bi se tudi rad v imenu založbe obema zahvalil za vse, kar sta v naši založbi povedala. Moram pa tudi in pravično spodobi se, da omenim tudi formalno delo, ki ga je opravil gospod Lucijan Bratuš, ki je knjigo opremil in prelomil. Resnično, spremenil sem na začetku, gospod Lucijan, hvala lepa, resnično izjemno delo in upam, da bomo še sodelovali. Bi pa sedaj prišli na drugi del. Prosim, gospod Mlakar, da nam